Dober dan. Dober dan. Mava zanimivo situacijo, ne, da vlada pred 100 dnevi, ne, kolikor naj bi dajal mir tej inštituciji, tej napravi, menjuje ministra Bandellija, zadolženega za kohezijske zadeve. Vem, da ko je premier Šarec prevzemal funkcijo, je bilo nekaj vprašanj, pravzaprav ali bo on pokazal zadosti odločnosti, da bo v primerih, ko bi zaznal kakšne odklone, ne, reagiral trenutku primerno. Zdaj, odklon se je zgodil z ravnanji ministra Bandellija, kar je pa bolj presenetljivo, ne, kot sam odklon, je hitra reakcija premierja Šarca in dejstvo, da pravzaprav ob tem v sami koaliciji prav veliko porcelana niti ni bilo razbitega, ne. Tako, case zadeva je pa precej laboratorijsko čist primer, ki zahteva odstavitev. Bi rekel, da ja, ampak na nek način je ne pretresljivo, ampak uočljivo, če tako rečem, dvoje. Ne. Prvič to, da ta gospod sploh še danes ne ve, kaj je narobe naredil. Ne. To je za njega čist nepojemljivo. Ne. Rekel, da otroci doma jokajo in tako naprej. On je pač vzpostavil svojo kmetijo, svoje podjetje, ne. In ne vidi razlike med osebno lastnino pa med javnim prostorom, pa med javnim dobrim. Ne. To je prav neverjetno. Ne. To je prva stvar. Druga stvar, kar je žalostno, je to, da smo se njegovo ime zapomnili zdaj, ne, ko je nastala neka afera, prej povprečen Slovenec ni vedel za njega, ne, da obstaja sploh. Ne. In enako je za celotno vlado, ker je siva in amorfna sama sebi namenska, tako rekoč. Ne. Mislim, ne rečem, da mi nekateri elementi eksaktnega vodenja pri premierju Šarcu niso všeč. Ne. Rečem pa, da ta vlada je, ne vem, kot celotna neka siva miš, ne, ki procesira nekaj iz preteklosti v prihodnost, ne ve točno kaj, ne ve točno kako. Ne. In to je samo po sebi zelo žalostno, kar nas v bistvu napotuje na samo zunanjo politiko. Zunanja politika sama po sebi tudi konfuzna in to nas napotuje na še širšo politiko, da opazujemo Združene države, skratka na neke globalne stvari, v katerih se ne zgodi nič nacionalnega in to je samo po sebi ni dobro. Ne. Ne vem, jaz bi se kar za sobotno prilogo razpisal o tem fenomenu, ne, ki Sivih miši. Ja, v bistvu, namreč tako, zdaj mi odzvanja mi intervju z Tomažem Mastnakom pred 14 dnevi ali nekaj takega, ne, ki je tako lepo to povedal, ne, da imamo pač nek prostor, ki je vzpostavljen iz malih zasebnih pobud, ki se skupaj sestavljajo v zasebni interes, privatizirajo vse, kar je privatizirati mogoče in vzpostavljajo neko logiko. In to, kar se zdaj zgodilo z tem ministrom, je natanko to, o čemer je on govoril. In lepo je povedal, da vsota teh individualnih logik in prizadevanj, ki so tudi včasih dobra, včasih častna, včasih ne, ampak so propulzivna, vodijo v napredek, ne morejo pa sestaviti javnega prostora. Ne morejo ga. Ja. No in to je zdaj ta vlada. Ne sestavlja javnega prostora, saj vtis daje. Pa že prejšnje so bile take, da ne bo pomote. Tukaj Šarec ni nič kriv, ne, oziroma sam po sebi. Ne. Tukaj so neke okoliščine in neka politična filozofija, ki je ni, ki umanjka, ki se v Sloveniji od prvih let po letu 90 pa nekaj predtem sploh več ne diskutira. Ne. In to pa je problem. Mislim, bi rekel, da gre pa za svetovni pojav, ne? Zaradi tega, ker bo ta logika malih partikularnosti, ne, v naslednjih dneh strahovite težave povzročila Veliki Britaniji in britanski vladi. Ne. Tako je. Namreč novice od včeraj danes, ne, so, da pri zadevi Brexit, ne, prihaja do preboja, ne, da britanski pogajalci Evropske unije prihajata do nečesa, kar spominja na neko platformo,
ki bi se jo dal rešiti, ne, vendar, ne, seveda morajo te ideje, ki so do zdajle dorečene, prvič iti skozi vlado, pa ne bodo šle, in drugič še skozi parlament na koncu. Iste zadeve morajo še skozi parlament, ne, pa še Irska mora biti zadovoljna, ne, ker pomeni zmešnjavo na kvadrat, ne, ker nam pa spet govori o tem, ne, da pač imamo opravka z nekimi partikularnimi logikami, ne, že sam Brexit je temeljil na teh partikularnih logikah, ne, medtem ko nekega sintetičnega političnega uma, ki bi znal pa te stvari zložiti skupaj v neke širše nacionalne ali pa v primeru Evropske unije kontinentalno-britanske interese, pa ni. Ne. To je umanjkalo. Je ta razmislek izginil in verjetno je posledica pričakovana ta, da bo vlada Therese May v strahovitih težavah, da bo padla, morda, ne, vendar potem ne bomo čisto nič bližje rešitvi, razen, ne, če se nekje kot nek deus ex machina postavi ideja, da dajmo še z enim referendumom glasovati o tem, kaj je doseženo, in če je to zavrnjeno, potem prvi referendum ne velja. Ne? Sam to so vedno močnejši glasovi v to smer. Dejansko v Angliji zelo pritisnejo. Problem je ta, ne? Mislim, a veš, da so Britanci zelo globoko v slepo ulico zapeljali, ne? Tu se kaže slepa ulica, ne? In pač, ko si zelo globoko v slepi ulici, pa je malo manevrskega prostora za obrnce, pa ne veš, kako boš vzvratno peljal ali kakšno drugo. No, ampak tukaj je zdaj razmerje med globalizmom pa nacionalizmom, ne, se je vzpostavilo, ne, po celem svetu. Zdaj se pa na ušesa mi je prišlo mi je pa po moje iz tvojih ust, ne, neka informacija, da se ti si napisal zelo interesantno knjigo, ko sem jo z zanimanjem prebral, takrat o tem nekaj tudi napisal, o tem so se celo tukaj pogovarjala, ker si strokovnjak za interpretacijo svetovnih in pa domačih omrežij. In zdaj ne bi se v Ljubljani srečala trilaterala. Ne? Ja, to je res. Ja. Se pravi, v petek bo Ljubljana postala en tak mal pritajeni center Evrope. Ne? Zakaj pritajeni? Zaradi tega, ker sestanki trilateralne komisije tečejo po nekih pravilih, ki pravijo, ne, da tisto, kar se izreče na sestanku, ni strogo zaupno, vendar udeleženci sestanka, ki so pa skrbno odbrani, ne smejo citirati, kdo je kaj izrekel. Ne? Se pravi, misel, ki je bila tam izrečena, se sme uporabljati, se pa te misli ne sme pripeti na tistega, ki jo je izrekel. Ne? Se pravi, je vse skupaj malo zamazan, zato da bi v bolj sproščenem vzdušju udeleženke lahko klepetali. Ne? V Ljubljani se srečuje Evropska veja trilateralne komisije, iz Slovenije sta pa zlasti dejavna v tej trilateralni komisiji dva. Marko Voljč, ki je nekoč vodil Novo Ljubljansko banko in bil kasneje dejaven v belgijski KBC, in pa predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac, ki tudi organizira ta ljubljanski izlet. Ne? No, ampak tisto, kar jaz ne razumem, to boš ti boljš vedel, je namreč, v čem je danes sploh vloga trilaterale, poznavajoči oziroma vidoči iz tvoje knjige, pač v svojem času pač je bila, ne, če so za tem stala imena, kot so bile Rockefeller in podobni. Ja. Zdaj tako, ne, da prvič, ne, trilateralna komisija je ena taka privilegirana inštitucija, ne, da če hočemo narediti spektakularno teorijo zarote, moramo trilateralno komisijo nekako noter vključiti. Ne. Brez tega zarote, teorije zarote ni, praktično. Ne. Ampak če v teorije zarote ne verjamemo, potem je pa vredno pogledati, kdo so člani. Ne. In člani so pa izjemno vplivni ljudje. Ne. Se pravi, nastala je na pobudo 2 oziroma 3
Bžežinski, Rockefeller in Henry Kissinger v prvi polovici 70. let z idejo, da se vzpostavi neka nova komunikacija med obema bregovoma Atlantika in pa Japonsko. Ne? Japonska, ZDA, Kanada, Zahodna Evropa. Ne? To je prostor. To, kar zdaj vključuje NATO, tako rekoč. Recimo, ne? Japonci imajo seveda ameriške sile na svojem ozemlju, ne? Niso pa NATO, vendar ideja je bila, ne, da bi z ustanovitvijo trilaterale Japonsko, ne, ki je bila recimo 28 let po koncu druge svetovne vojne še vedno nekoliko mednarodno izolirana, da se jo potegne nazaj v mednarodni parket in ne, da se te mednarodne ekonomske politične odnose postavi na neke nove stebre, za vse skupaj bolj integrira. Ta proces je pa zanimiv zato, ker recimo, da bi v arhivih trilateralne komisije našli pojme, kot so globalizacija, kar precej let preden so postali del dnevnega žargona ali pa del akademskega žargona. To je zanimivo, zato si v knjigi lepo napisal, ampak zanimivo je pa to zato, ker prav v današnjem času, recimo, če gledamo, pavšalno bi rekel, da za tem stoji ZDA, Združene države Amerike. Ampak prav za današnji čas pa to ne drži. Ne? Današnji čas je čas izolacionizma. Ne? Ja. Ne, se pravi, ne univerzalizma. Je odmik od teh integracijskih tokov, ne, katerega med drugim predstavlja tudi trilateralna komisija, ki pa nedvomno vplivala na to, da iz idej, ki so se na trilateralni komisiji pojavljale, se izvedejo prostotrgovinski sporazumi med državami. Zdrav, nafta, potem... Mislim, se tudi kup zadev, ki je vezanih na odnose med ZDA, Kanado pa Evropsko unijo, konec koncev, je v teh miselnih Dobro, zdaj imamo kar težko nalogo. Zdaj bi midva mogla to uvrednotiti. A je bilo to gre tudi skupaj z Obamovo administracijo, tam je ta duh vel, ne? Tam je to funkcioniralo. Ne? Mislim, tisto, kar je zanimivo od leta 2016 naprej, ko pride naš zet Trump na oblast, je to, da ljudje, ki so člani ali pa tesno povezani s trilateralno komisijo, izpadajo iz vladne administracije. Ne? Se pravi, če v administraciji tako republikancev kot demokratov od leta 1973 naprej srečujemo velike množice ljudi, ki so še kako vpeti v delo trilateralne komisije, ne? Potem v Trumpovi administraciji teh ljudi praktično ni več, oziroma jih bomo našli na perifernih položajih. Ne? No, ampak zdaj in tale napor ga moramo pač zdaj vložiti. Ne? Namreč, ali gre ta ideja, globalizacija pa trilaterale, skupaj z neoliberalizmom, ne? Ki je zdaj na udaru kritike in to upravičeno. Ne? Ker če bi to pokazala zdaj, da je to prepleten, povezan, kar verjetno deloma je, ne? Potem je ta kritika razumljiva, izolacionistična, se pravi Trump, tudi te evropske desnice, ki se porajajo, so v bistvu reakcije na nekaj. Zdaj, kako to umestiti? Ne? Težko bi zdaj rekla, da je nekaj samo dobro, pa samo slabo. Ne, mislim, tukaj smo pri teh odgovorih, ki jih je ponujal četrti klasik marksizma, Josip Visarionovič Stalin. Ja. Oboje je slabše. Ne? Mislim, imamo velik problem seveda z konceptom neoliberalizma, z idejo tenke države in idejo, da bodo trgi regulirali samega sebe in da bo tržna regulacija ob pomoči nevidne roke
rešilo vse težave, ki jih ta svet ima. Zdaj sva Rockefellerja obremenila, zdaj ga bomo pa razbremenila. Namreč jaz se spominjam, v tvoji knjigi si postavil nek mejnik, ki je izredno pomemben, nek pojem, ki je še pomembnejši. Namreč regulacija kapitalizma. Ne? To je obstajalo, ne? Za Rockefellerja je to obstajalo. Ti si napisal v knjigi, da so se problemi začeli, ko je prišlo do deregulacije kapitalizma in to sta pa začela Thatcher pa Clinton pa ne. Zadeve so bile take, ne? Veš, en prvih ukrepov za regulacijo kapitalizma je začetka 20. stoletja in je prizadel prav Rockefellerjev klan. Ne? In sicer je šlo za to, da se naftno družbo Standard Oil, ki je obvladovala ta familija, da se jo razbije. Ne? Se je to razbil na 7 sester. Ne? Zakaj? Zaradi tega, da preprečiš naftni monopol, za katerega je postalo na začetku 20. stoletja jasno, ne, da naftni monopol bo strašansko škodljiv v prihodnosti. Ne. In potem se je iz ene naftne družbe, ki je imela popoln monopol, naredil 7 sester, se je rekel. Ne. Te sestre so sicer bile na nek način sestre, vendar so bile prisiljene vendarle v to, da tekmujejo med sabo. Ne. Učinek je bil pa med drugim tudi ta, ne, veš, da je ta familija, pa potem tudi druge industrialske familije, da so vendarle vlagale pa znatne dele svojega premoženja v projekte, ki s samim biznisom pa niso imeli prav veliko skupnega. Ne? Rockefellerji so dali človeštvu ne samo naftne industrije, pač pa tudi Museum of Modern Art v New Yorku, ne, z najimenitnejšo zbirko moderne umetnosti. Ne. V Izraelu so izkopavanja desetletja financirali. Kakšni drugi so investirali v tisočere knjižnice, ne, Carnegie, ne, med drugim tudi v beograjsko knjižnico. Ne. Ta tretji je dal denar v to, da se naredi Harvard Business School, ne, Baker. Tam sem jaz videl eno ime Astor. Teh imen je veliko, ne, in se pač ob vseh nelagodjih, ki nas obdajajo, ob milijarderjih, vendarle velja vprašati, v kolikšni meri so pa družbi, skupnosti nekaj vračali in so. Ne. Ne, v kolikšni meri so sedanji ekstremni bogataši skupnosti pripravljeni kaj vrniti. Moj vtis je, da manj, ne, kot včasih. Ne. No, ampak tukaj so zdaj pa pri 3., 4., 5., kjer je zelo pomembni razpočnici. Namreč Evropska unija, takšna, kakršna je zdaj, vendarle je edina, ki stavi na to, kar je tudi profesor Klingemann povedal v intervjuju prejšnji teden, vendarle še stavi na neko socialno dimenzijo, kot recimo Nemčija predstavlja. Predvsem je to, ne, da Evropska unija nekoliko bolj dvigne davek, zaradi tega, da potem da ne rab donacij po domač. Tako, ne? Veš, to je poanta, da ni treba industrialcu reči, daj naredi eno lepo galerijo, ne? Ampak ostane v državnem proračunu vsaj neki denarja za to, da imamo galerije, pa univerze, pa ampak prihodnost Evrope in očitno tudi prihodnost sveta, glede na to, da kaj pa Trump zdaj dela? Ne? Se Trump v bistvu pri stranskih uradih hoče deregulirati internacionalno in kapital? Deregulacija pa izolacionizem. Ne? Pa izolacionizem, ampak v ozadju vsega je pa America great again. Ne? Sicer zato noče dati socialnega skrbstva, ampak hoče dati pa samozavest. Nekaj od tega pač zahteva. Ne? Njemu se bo skleda ubila, to se mi zdi, da se mu bo, no, saj je tako tismal, ne? Ker ta nacionalizem se bo nekje končal. Končal se bo pač v tistem trenutku, ko se bo ekonomija na nek način zamajala. Ne? Ker če bodo vsi Ameriko obkrožili za nekimi sporazumi, katerega dela Amerika več ne bo, bo to za njega slabo. Pokazalo se pa je, da se potencialno tega boji v trenutku, ko je prišel na proslavo prve svetovne vojne v Parizu v nedeljo, ne? In sta se pogovarjali z Macronom pač o tem, da mora Evropska unija več denarja dati za NATO oziroma za vojsko, beri za ameriško vojsko oziroma za ameriško vojno industrijo.
in je Macron rekel, če bomo pa več denarja dali, bomo pa s tem večali suverenost Evrope in evropske vojske, zato predlaga, da mi naredimo samostojno evropsko vojsko in to ga je pa zelo vznemiril Trumpa. Ne? Tam je bilo v drobnem tisku, če sem jaz prav razumel, omenjeno tudi to, ne, da je to evropsko vojsko treba vzpostaviti zaradi tega, ker obstajajo grožnje tudi z druge strani Atlantika, je, tudi iz Amerike. Ne, se pravi, ne samo iz... In to je Trumpa vznejevolilo kar. Zelo, ne? Ja. Mislim, ne brez razloga. Zgledal je zelo tečen. Ne? Tako, ne? Ja. Potem je temu pritegnila pa še Angela Merkel, ne? Ki je prišla kot prva nemška kanclerja in nemški predsednik je šel v London na proslavo, ona je prišla pa sem, ne, ob 100. obletnici prve svetovne vojne, ne vsezadnje je Nemčija povzročila prvo in drugo svetovno vojno, ampak nemška kanclerka in Nemčija danes veljajo za mersko enoto odprte demokracije. Mersko enoto miru. Miru, tudi, ja. Nemci so ena najboljših demokracij na svetu, to je treba odkrito povedati. Ne. Naj tako ostane. Naj tako ostane, ampak problem je v tem, da zdaj Nemčija proba odpravljati in v trenutku, ko je rekla, v redu, povedali ste mi, da nisem več zaželena, počas bom šla, zdaj pa rejtingi rastejo, ne? Ampak vendarle pa še deli krasna sporočila, ne, za Evropo in ona se je šla strinjati s tem, da Evropa dejansko rabi svoj obrambni sistem. Vojska se grdo sliši, če pa rečeš svoj obrambni sistem, ne? Avtonomen obrambni sistem in to je zdaj ideja Macron-Merkel, se mi zdi izredno produktivna ideja, predvsem v luči dejstva, da nacionalizmi poskušajo to spartikulirati pa razbiti, to idejo evropsko, ne? Seveda, ko rečemo to, moramo pa hkrati povedati, a ne to, kar je Tomaž Mastnak odprto povedal, drugi smo pa molčali dotlej, ne? Namreč evropske desnice nimajo vse narobe, a ne? Naslavljajo vprašanja ljudi, to se pravi vprašanja demokracije na prave, se pravi naslavljajo prave teme in govorijo na glas to, kar bi sicer morali drugi, ki se imajo z demokrate, govoriti, ne? Tega pa ne počno, ne? To se pravi, smo v nekem izredno produktivnem času novega mešanja kart, ne? Prav zanima, kaj bo z tega vam prišlo. Dobro, to je to za danes, naslednjo sredo nadaljujeva. Hvala lepa.